Stric iz ozadja, ki zadnja leta skrbi za nepozabne uspešnice mnogih glasbenih skupin, njegove hite sigurno poznate, ma ne veste, da so njegovi. A kateri so to, bo znano še tekom jutra, z nami pa Alen Klepčak! Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! Kako si? To je bil najbolj živahen dobro jutro, kar sem ga po moje letos rekel. Ja, kdaj se zate začne jutro? Evo, kdaj se zvoni budilka? Mal kasneje kot danes, ponovadi. A res, čakaj zdaj 9 pa 5. A pa dobro, jaz sem bil že zdaj urco, 2 v avtu, tako da... Ja, to je tudi res. Od kje drugače? Z snemalnega studia ali z kakega nastopa direkt? Ne, tokrat sem prišel iz enega izletka iz Rijeke. Rijeka, Izlet. Če ne, so pa nočne kar v studiu, ja. Ja. Kaj imaš kakšno tako jutranjo rutino? Ne. Več? Se Kaj zbudiš pa kak več? dopoldansko? Dopoldansko, ja. Ne, prva stvar zjutraj, ki jo naredim, absolutno je, da spijem kafe. To je, brez tega se moj dan ne začne in tako se tudi ni danes. Kakšno kavo pije Alen? Ne kompliciram. Kavo, malo mleka zli noter in sva rešila. Sicer bolj jutranji, večerni tip? Jutranji vsekakor ne, nočni. Nočni? Ja, seveda, špili, zabava in tudi snemanja, ne, se lahko potegnejo v noč. Pa vse, tudi kar se pisanja in produciranja tiče, mi nekako je glava takrat bolj nastavljena na ta mindset kot dopoldan, tako da evo, probam takrat mogoče bolj funkcionirati. Evo, v nadaljevanju pa poslušalcem ponujamo same tvoje uspešnice, med drugim tudi tisto, ki si jo že predstavil pri nas. Spil bom zadnji rum za njene dolge vlade. Telo brez srca in je telo brez srca, Suska. To pa ni v redu, ne? Ja, niti ne. Z nami današnji jutranji VIP gost, avtor mnogih uspešnic, tudi frontman skupine Don Alen. Alen, ko omenjamo uspešnice, so te večinoma iz narodno-zabavnih vod. Dajmo slišati. Firpci, pa tudi Tjaša Božič. Ta nova odzvite Feltne je tudi tvoja. Ja, pa tudi Fehtorji. Kaj bi lahko še dodali? Ogromno jih je. Dona, zdaj bom sam pred sabo tremo dobo, tako napoved bi tle delaš. Ne povem, da si stric iz ozadja tudi zasedbe Fehtorji, ki zadnja leta kraljujejo na slovenskih veselicah. Kakšen je recept za komad, da se prime? Za komad, da se prime, mislim, da nekega fiksnega recepta tukaj ni. Če bi bil, ki je napisan, mislim, da bi ga kar vsi uporabljali, pa bi to funkcioniralo 100%. Tudi moji komadi se vsi ne primejo. Se je pa v zadnjem letu, 2 res zgodilo kar nekaj uspešnic, na kar sem res ponosen. Predvsem kot avtor gledam na to, da se s komadom probaš približati temu, kar ljudje od določenega izvajalca pričakujejo. Tako da mogoče je to tista glavna, lahko rečemo formula, čeprav ni napisano od že kaj treba delati, ampak je tukaj malo vedno loterije zraven. Kako je prišlo za sodelovanje s Fehtorji mogoče? Oni so zdaj in... Pa to je bilo že v samem začetku. Mislim, da takrat so fantje iskali pravo besedilo za verzijo Šacija v slovenščini. Jaz sem bil eden od kandidatov in takoj zatem, ki so dobili od mene tole verzijo besedila, se je z nami tudi redno sodelovanje začelo. Najprej avtorsko, zdaj pa tudi dobro leto sem že tudi klaviaturist, pa kitarist v spremljevalni skupini in producent na snemanju in tako dalje. Evo, in nedolgo nazaj si sodeloval tudi z Markom Škugorjem. Prav tvoje besedilo je krivo, da so ga prvič, oziroma da smo ga prvič slišali prepevati v slovenščini. Obljubim ti, da obljubim ti. Katera beseda mu je delala največ težav? Mene sicer takrat na snemanju ni bilo, ko so Marko in Kvadropirci tole skladbo ustvarjali. So mi pa Kvadropirci povedali, da ni imel nekih problemov in da celo super Marko govori slovensko. Ja, tudi moramo potrditi. Pogovarja se. No, ne vem, nisem bil zraven, tako da to so samo govorice. Dobro. Ampak če je res tako, pohvala Marku. Je pa, evo, če se te teme že dotikamo, sem bil pa na snemanju seveda za Slovenske brajde z Limalenom. In tako, Lima najprej, jaz sem mu vsak vers po vers zapel, on je za mano ponavljal in smo ga tako v bistvu posneli in mu je super šlo, kar se tudi sliši v njegovi slovenščini v skladbi. Je pa na koncu rekel, da ni razumel pa čist nič, kaj poje. Alen,
zdaj si pred velikim izzivom. Naša Suska vedno pripravi kakšne težke izzive, da mi rata prav nerodno, ko goste spravljam za drego. No, ni tako hudo, nisem tako žleht, brez skrbi. Se pravi, To bomo pa zdaj še videli. današnji izziv. Moja ta mala hčerka Sofija rada posluša komade, ne? In ki si jih ti napisal, seveda. Včeraj Pravilno. sem med tem, ko je poslušala, posnela, kako je ona tu zapela. In tistega petja in mrmranja boš mogel razbrati, za kateri komad gre. O, Madonna, v Za redu. spodbudo naj povem, da ima hčerka vseeno malo več posluha od mame. Si pripravljen? Ne. Katera je tale? In greva jaz in bina gor v planine. Naprej Zelo nas zna. simpatično. Ampak gre za Bineta, sigurno. Evo. Bravo! Pravilen odgovor. Ta je bila lahka. Gremo. Vsi samo slovenske, upam, da. Samo slovenske, Ja. zdaj naprej bo delovalo, kot da niso slovenske. Aha, super. Ja. Dajmo slišati drugo. To je šaci. Po čem? Po katerem lejleju vse Laj, ti? laj, 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 laj. Dajmo preveriti. Ja, bravo! Kaj ti bi ti... Ja, šans! Veš kaj, v studiu marsikdaj dobiš skozi mikrofon nekaj, kar imaš je za urediti, podobno pa temu. mogoče ne bi prepoznal. Pravilen odgovor. In gremo še zadnjo. Kaj bi to bilo? Si uspavala, si ti to, Suska? Ne, jaz sem jih dala poslušati do slušalke. Srka, ponavljaj. Mal hitrejša je v originalu, ne? Evo, to je bilo vse. Oj. Ja, tukaj ste me pa najdli. Ne, to pa res ne bi vedel, kaj je. Eno leto je bilo zdaj. Prej si povedal zgodbo snemanja. Brajde. Ja, Ja, veš kaj. Jaz sem pri Brajdah pisal besedilo, zdaj pri tvojih čerki je bil pa sam... Ja, pravilen odgovor. In v nadaljevanju pa bomo slišali tisto, ki je Sofija ni momljala. Suska, si pogledala video spot od tega komada? Ja, in v njem je zdaj aktualna Miss Universe, ne, naša Hana Klaus. Vaša Hana. Ja, ki je pravkar na Tajskem. Ja, ampak takrat še ni bila Miss, ko ste to snemali, ne? 2 leti preden je postala Miss, ste posneli ta. Je že bila finalistka Miss Slovenije takrat. Takrat je bila je Miss druga Slovenije. titula. Kje si zasledil Hano takrat? 1-2 leti prej, no, kot smo prej omenili. Ja, se kot sem omenil, takrat je bila med finalistkami za Miss Slovenije in kje druge najti lušno punco gospod kot med finalistkami Miss Slovenije. Ja, da vidimo misico, kako zajoče. Hkrati pa, Primorka je blizu, je bila, tako da, evo, je bila idealen in pravi naslov. No in kaj je o tem komadu in video spotu povedala Hana? Ja, je bilo malo bolj depresivno snemanje, kot ponovadi. Malo več izziv je bil za me to, no. Ne vem, malo se res daš v to vlogo, kako bi bilo, mislim, kot žalovati. Tako, kot so fanti rekli, so bili zadovoljni. Zelo. Meni je bilo pa tudi fino sodelovati z njimi, no, res simpatični. No. Ste bili zadovoljni? Vsekakor. Vsekakor, to je povedala torej pri nas. Zdaj le pa še en izziv, kaj bi poročal, vreme ali promet? O, Madonna, dej vreme. Tokrat boš oboje. Poglejmo proti nebu današnji jutranji VIP gost Alen Klepčar. Danes in do konca tedna ostaja sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do visokih 17 stopinj tako. Celzija. Kaj pa trenutne jutranje? Pa od 5 do 12. Prometni servis Radia Robin, 080 22 55. Radar je na razdrtem v smeri Postojne, drugih posebnosti ni, zato srečno in previdno še naprej. Alen Klepčar, ki pa je očitno tudi del ene mafijske združbe. Madonna. Kaj je bilo? Nisi čula? Z bendom so ugrabili Alfija Nipiča. Si
Sicer je še eno Resno? leto od tega, mene res prav, mislim, še sem vam je Alfi zameril. Silvestrskim poljubom. Ja. Alen Klepčar, ki je pred natanko enim letom svet poslal himno za vse grinče, oziroma tiste, ki ne marate zime, snega, božiča in vsega lepega. Sovražim, kadar pada sneg, če ne pada po naju. Čeprav razumem, ste člani benda Grinči, ki se upirate Mariah Carey. Ja. Ja. Ne, drugače ne vem, če si bolj poslušal, no, mi smo ljubitelji ljubezni. Zdaj, če te decembrske ljubezni ni, potem sovražimo še vse ostalo. Tako. In v vašem videospotu ugrabite Božič, zimo na poseben način. Kaj, najprej vremenarko ugrabite, pol Božička, na koncu pa celo legendarnega Alfija Nipiča, da bi preprečili silvestrski poljub. Kako je prišlo do sodelovanja z Alfijem? Vseeno gre za persono, ki verjetno ne bi pustila se kar tako ugrabiti. Ja, vse točno to, ko smo razmišljali o scenariju za tale videospot, smo rekli, kako v Sloveniji lahko boljš uničiš zimo, kot da Uničiš Alfija. prepoveš sneg najprej. Tako da vremenarka je bila tista prva, potem, če ni Božiča, tudi ni prave zime. Ja. In pa v Sloveniji, če ni Alfija Nipiča, pa sploh ni nobene Ne zime. gremo sploh v novo leto, ostanemo, Tako da, zamrznemo. evo, in ko smo Alfija klicali, je takoj rekel, ja, fantje, seveda, ne. Ja. Tako da, še snemali smo v Mariboru video, tako da je imel res pred bajto to vse skupaj. In ja, No. Vse dokler ni prišel na snemanje, še ni vedel, da bomo snemali, da ga bomo ugrabili. Tako da, Ste bolj povedali, da je bil ugrabljen. kaj je pa ta kombi tukaj? Ja, pa dajmo preveriti pri Alfiju. Alfi, menda ste bili ugrabljeni strani skupine Don Alena, ste že uspešno rešeni, bomo skočili z vami v novo leto. Tudi letos bomo skočili skupaj v novo leto, ker 4. decembra snemamo v Mariborski veliki dvorani Tabor novoletno oddajo in skupina Alen, če se ne motim, upam, da bo takrat tudi nekaj igrala. Želim jim vse najboljše in v upanju, da pridejo enkrat smučati na Pohorje. Mogoče bo imeli manj odpora do snega in to, kar nam pripada, mislim tukaj v tem delu sveta, da tudi včasih malo kaj pobeli, ampak to je včasih tudi zanimivo in prijetno, če smo potem še zraven tega na toplem. Skupini Alen želim vse najboljše in upam, da se kdaj spet srečamo. Alen iz skupine Alen, kaj praviš? Ja, Alfi, hvala. Ja, 4. decembra se pa vidimo tamle v dvorani na snemanju, tako da evo se že veselim. Alfija nisem zdaj že nekaj časa. Enkrat poleti smo se videli na enem špilu. Tako da evo. Ja, mogoče pa res vzljubimo leto zimo, no? Evo, sovražim, kadar pada sneg, himna tudi za te, Suska. Serios? Ti si Grinč! Poglejte si video spot, videli boste, kako so ugrabili Alfija in ga zvezali v eni hali, zato da preprečijo petje silvestrskega poljuba. Ampak, kot smo slišali, Alfi je že svoboden in ga lahko pričakujemo tudi na silvestrski večer. In Alen, pred nami še tisti lepši del leta, ne? Najprej Martinovo, pol vesel december. Kako boste preživeli tale zaključek, letnico 25? Pa kot vsako leto so to termini, sploh zaključek leta, tisti, kjer smo glasbeniki in glasbi aktivni ljudje še najbolj aktivni, tako da bo spet tudi leto zelo pestro in delovno. V prvi vrsti že samo s fehtarji nas čaka letos še kar 15 terminov do konca leta. Prav tako z njimi smo tudi v fazi zaključevanja snemanja novega albuma za prihodnje leto, tako da zdaj smo tudi studijsko pridni z njimi. Kar se tiče Don Alena, prav tako nas čaka neki terminov decembra. V kratkem tudi nova skladba, ampak zdaj spet, če v tej gužvi uspem to dost hitro zmiksati pa skupaj spraviti, mogoče že zelo kmalu. Lahko tudi naslov že izdam. Premierno. Umazan dež. Umazan. Lani smo sneg sovražili, zdaj bomo pa dež. No, same take. Ni prav. Dež ni prav. Evo, ja, plane 2026 si pa tudi že povedal, no? Ja, sej 2026 je pa v bistvu tako, da najprej bi rad tole gužvo malo spacal skozi, pa bomo pa se od naslednjega leta pogovarjali. No. Evo, veliko uspehov še naprej, pozdravi ostale lepe praznike, pa prosim, dovolite nam poslušati božične, no? No, hvala vam še enkrat za vabilo, letos dovolim poslušati božične, bom pa vesel, če boš med božične uvrstil tudi sovražim, kadar pa. Makej si šel, radio